skozi perspektivo enega starozaveznega dogodka, namreč dogodka, v katerem glavno vlogo odigrata Abraham in Izak. Gre pa za primer, ko Bog pokliče Abrahama, da Izaka daruje. O enem vprašanju, ki je zelo pomembno pravzaprav in življenjsko za vsakega od nas. In sicer vprašanju, kaj v resnici je v središču našega življenja oziroma kdo je v središču našega življenja. Velikokrat se mi zdi, ker pač seveda veliko časa preživim v stiku z ljudmi različnih prepričanj, pa posebej še s kristjani, da nekako mislim oziroma pričakujemo, da je pravi odgovor na to vprašanje seveda Bog. In se mi zdi, da smo podobni enemu otroku, o katerem sem enkrat bral nekaj časa že nazaj, ki je bil pri verouku in učiteljica jih je spraševala otroke, no kaj je to majhno, je kosmato, je košat rep, in skače z drevesa na drevo. In ker je otrok bil pri verouku, se potem odzval tako, pravi, meni se zdi zelo podobno veverici, ampak glede na to, da smo pri verouku, je verjetno pravi odgovor Jezus. In se nam zdi, da včasih moramo dati pravi odgovor na vprašanje, ne resničnega, kar je. In mislim, da ko si postavimo to vprašanje, kaj je v središču našega vesolja, ne moremo kar tako priti na dan z nekim odgovorom in reči, ja, saj če smo kristjani, potem se vse vrti okrog Boga. Dejstvo je, da ni vedno tako in če pogledamo zgodovino Svetega pisma od začetka, bomo videli, da je pravzaprav ves čas trajala, lahko rečemo, neka bitka posameznikov ali pa celega ljudstva, če vzamete Izraelce, ki so opisani v Stari zavezi, ki se borijo s tem vprašanjem, torej kdo oziroma kaj je v središču njihovega življenja. Pravi odgovor je tudi za njih bil Bog. Ampak ni bilo vedno tako. In skozi izkušnjo pravzaprav in perspektivo Abrahama in Izaka lahko spoznamo, mislim, da marsikaj tudi o sebi. Namreč velikokrat v življenju nekako razmišljamo v tej smeri, nekaj manjka. In potem si rečemo približno tako, če bom, potem bom nekaj drugega. Ali pa ko bom, potem bom, srečen, zadovoljen, izpopolnjen, imel občutek lastne vrednosti, da sem sprejet, ljubljen in podobno. Skratka, poskušamo najti nekaj, oziroma naše upe, da rečemo življenjske, naša pričakovanja vežemo na nekaj, od česar pričakujemo tisto, kar bo zadovoljilo neka naša najgloblja iskanja in hrepenenja, ki jih imamo kot ljudje. In seveda tukaj se spet vračam na tisti začetek. Nekako vemo, da bi naj to bil kot kristjani, ali pa pričakujemo, mislimo, da bi naj to bil Bog, ampak potem, ko malo globlje razmislimo o tem, pravzaprav ugotovimo, da res ni velikokrat tako in da so druge stvari. In da si pravzaprav enako, kot so si ljudje v času Stare zaveze, recimo, če vzamemo sedaj to perspektivo, ker tukaj se bomo sredotočili, delali neke svoje bogove. In če berete Sveto pismo v Stari zavezi, boste videli konstantno. Bog govori z Mojzesom na Sinaju, oni spodaj naredijo kaj? Zlato tele in pravijo, to je tvoj Bog, ki te je pripeljal iz Egipta. Komaj so prišli ven, nekaj dni, tedno je minilo, priča so nekemu res veličastnemu razodetju Boga, ampak takoj si postavijo nekaj drugega oziroma nekoga drugega v središče svojega življenja. Zgodba se ponavlja ves čas. In ves čas traja ta nekako bitka, ki se odvija in v kateri seveda lahko samo vsak zase odloči oziroma se opredeli glede tega, koga ali kaj postavlja v središče svojega življenja. In velikokrat je tista stvar, ki si jo tako močno želimo, da bi jo imeli, od katere pričakujemo vse tisto, kar nam na koncu lahko da samo Bog, ko to stvar dobimo, pravzaprav najhujša stvar, ki se nam lahko zgodi. Zanimivo je, ko gremo v Novo zavezo, da Bog v pismu Rimljanom skozi besede, seveda apostola Pavla, povzema nekako to miselnost. In sicer pravi v pismu Rimljanom, v prvem poglavju, takoj pravi, da najhujša stvar na nek način, izraz Božje jeze v kontekstu tega prvega poglavja je, da Bog prepusti človeka po želenju njegovega srca. Da mu enostavno pusti, tako, to si želel, zato si prizadeval, potem si hrepenel, od tega si pričakoval dobiti upanje, tolažbo, smisel, karkoli,
to je zdaj tukaj. In samo vrstico kasneje potem beremo povzetek pravzaprav tega, o čemer smo govorili, da ljudje ves čas na mesto, na prostor Boga, torej poskušajo skozi zgodovino, svetopisemsko zgodovino postaviti nekoga ali nekaj drugega. In to je, lahko rečemo, povzetek zgodovine človeštva kot takega. In to je tudi nekaj, kar nas pripelje pravzaprav do pomena oziroma pravilnega razumevanja in dojemanja dogodka o Abrahamu in Izaku. In če si ogledamo ta dogodek malo pobliže, bomo seveda v prvi vrsti videli zdaj, mislim, da zgodbo in njen kontekst dovolj dobro poznamo, tako da lahko samo nekatere elemente poudarimo, da Bog najprej pokliče Abrahama in sicer v prvi Mojzesovi knjigi, torej v 12. poglavju, v prvi vrstici, Bog Abrahamu nameni ta klic. Dokaj nenavaden, lahko rečemo, klic, ki ga je dobil, ampak vendarle nekaj, kar je zelo, zelo pomembno. Bog pravi Abrahamu, pusti vse, kar poznaš, pusti vse, kar imaš in pojdi. Pojdi z mano, tja, kamor te želim popeljati. To je bistvo, lahko rečemo, tega klica. In še bolj osupljivo je to, kako kasneje v Novi zavezi pravzaprav beremo o tem, kaj je naredil Abraham, kakšen korak je tukaj pravzaprav naredil pri tem. In sicer v pismu Hebrejcem pravi, da je odšel, ne da bi vedel, kam gre. Se pravi, sliši klic, zapusti vse, zapusti svojo rodovino, torej rodbino, hiše, deželo, ki jo poznaš, in pojdi za mano. In poskušajte si zamisliti nekako tako, mi sicer beremo o tem, ampak če se vživimo malo v ta dogodek, če bi živeli v tistem času in opazovali to Abrahama, ki si pakira stvari, kovčke, naj bi mi danes rekli, in ljudje ga sprašujejo, Abraham, kam greš? In on jim pravi, ne vem. Verjetno si vsi mislijo, nekaj narobe z njim. Zakaj potem pakiraš, če ne veš, kam greš? Nek cilj moraš imeti. In potem jim Abraham razlaga, grem, ker mi je Bog tako rekel. In ko je to rekel, so si verjetno mislili, zagotovo je nekaj narobe z njim. Če so prej še upali, da niso, zdaj vedeli, da je. Ampak Abraham gre, ne da bi vedel, kaj pravzaprav ga vse čaka na tej poti. V tem klicu, ki ga Bog namenja Abrahamu, je tudi obljuba. In sicer obljuba, ki je prav tako osupljiva z ozirom na okoliščine, v katerih Abraham je. In to je, da bo iz njega, ali pa po njem, bolje rečeno, blagoslovil vse narode na zemlji, da bo njega naredil za velik narod, za veliko ljudstvo. Težava je seveda bila v tem, da ko je Abraham slišal te besede, je bil že precej v letih in ravno tako tudi njegova žena Sara. Poleg tega tisto, kar izvemo iz svetopisemskega poročila, je, da je bila nerodovitna. Se pravi, biološko gledano, nobene možnosti, da se to zgodi. In če zdaj to povežemo s tistim klicem, pojdi in jaz bom to naredil s tabo, in Abraham gre, potem se verjetno upravičeno marsikdo sprašuje, dobro, zakaj gre tukaj, ne? Kaj se je dogajalo pravzaprav in kakšen je smisel vsega tega. Ampak dejstvo je torej, da Abraham je šel, je poslušal, ni se oziral verjetno na tiste komentarje, ki jih je bilo veliko zaslišati, in preprosto odide tja, kamor ga Bog kliče. No, to, kar se je dogajalo potem v celotnem poteku dogodkov in razumevanju tistega, na katerega se bomo mi osredotočili, torej darovanja Izaka samega, igra ravno tako pomembno vlogo. Namreč od trenutka, ko je Abraham dobil to obljubo, pa do trenutka, ko se je izpolnila, je minilo kar precej let. Ne samo, da je bil v trenutku, ko je Bog izrekel te besede, že star in da je izgledalo vse skupaj nemogoče, ampak je vsako leto, ki je minilo, vsako desetletje pravzaprav, ki je še minilo, potem stvari samo še oteževalo. In zato, ker se nič ni dogajalo tako, kot je Abraham pričakoval, da bi naj se vemo, da sta Saro in s pomočjo Sarine dekle vzela stvari v svoje roke in poskušala stvari speljati na svoj način. Ampak Bog se ni oziral na to, če lahko tako rečemo. To ni bil tisti načrt, ki ga je on imel v mislih za blagoslov Abrahama.
Na koncu izvemo, ko je Abraham bil star dobrih 100 let in Sara nekaj čez 90, se jima je rodil sin. Izak, ime Izak pomeni smeh, verjetno sta se smejala ona dva, ne samo od veselja, ampak vse skupaj je bilo neverjetno in vsi drugi z njima. Tako da je verjetno imel zelo pravo ime Izak. Ampak dejstvo je sedaj, da je bil rojen, torej v pozni starosti, lahko rečemo, tako kot Svetopismo pravi, in Abrahama in Sare se rodi tisti, katerega sta tako dolgo in tako željno pričakovala. Tukaj ne smemo pozabiti še enega pomembnega trenutka, namreč v življenju bližnjevzhodnih ljudstev, ravno tako seveda Izraelcev, nekoč in danes tudi ljudstev, ki živijo tam, je imeti potomca, še posebej sina, bilo zelo pomembno. Vsi upi, lahko rečemo, malo kasneje se bomo na tem ustavili, vsa pričakovanja družine so bila vezana za prvorojenca. Prvorojenec je na nek način poosebljal družino in biti brez dediča, biti brez nekoga, ki bi nadaljeval torej družino, je bilo neko znamenje tudi duhovne stigme, ki se je velikokrat pripisovala takšnim ljudem. Zato veliko olajšanje v tem trenutku, Abraham in Sara torej dobita sina, veliko veselje tudi, kot beremo. In ko pridemo, če prvič beremo Svetopismo in pridemo tukaj do te točke, do Izakovega rojstva, do prve Mojzesove knjige 21. poglavja, potem na nek način pričakujemo, da se bo zgodba tukaj zaključila. Ker to je zdaj vrhunec. Vse tisto, kar je bilo prej, tisti odhod v neznano deželo, kljub posmehu, kljub nasprotovanju, ki ga je verjetno bilo veliko, vse to je zdaj dobilo svoj smisel. Vsa ta leta čakanja in darovanja, namreč, ko beremo v Svetem pismu, večkrat beremo o tem, kako Abraham prinaša daritve Bogu, daritve, ki predstavlja seveda molitve tudi in jih molitve spremlja, pričakuje, verjetno se sprašuje, kdaj se bo to zgodilo in zdaj je vsega tega konec in nekako pričakujemo, da bo to tudi tisti srečen konec zgodbe o Abrahamu in Izaku. Ampak tukaj se stvari šele začnejo pravzaprav na nek način. In tukaj v tej točki se nam postavlja eno vprašanje, ki se navezuje na to, s čimer smo tudi začeli. In sicer vprašanje, ali je Bog v Abrahamovem primeru bil le sredstvo za dosego določenega cilja, kar se Abrahama tiče, ali pa je resnično bil središče njegovega življenja. Ali je morda Abraham vsakič, ko je daroval ne Bogu, ampak Izaku na nek način, oziroma temu obljubljenemu, ki bi ga naj dobil. Ali je na nek način iz obljube, iz pričakovanja potomca, sina, torej naredil sebi novega Boga, ponaredek Boga, bi lahko rekli. In tukaj se potem v tem trenutku zgodi še drugi klic namenjen Abrahamu. In seveda ta klic je za naše razumevanje zelo grozljiv. Namreč Bog pravi Abrahamu v prvi Mojzesovi knjigi, v 22. poglavju, v drugi vrstici, povsem direktno, vzemi svojega sina. In poglejte, kako zanimive besede tukaj uporablja. Vzemi svojega sina, svojega edinca, kot Abrahamu že prej ne bi bilo jasno, za koga gre, ampak Bog hoče nekaj poudariti tukaj. In še nekaj doda, ki ga ljubiš. Izaka in pojdi v deželo Morja, tam mi ga daruj kot žgalno daritev. Kaj bo naredil Abraham, je seveda tisto ključno vprašanje. Veliko ljudi, ki berejo Sveto pismo in pridejo do tega trenutka, pravzaprav ne vedo, kaj s tem narediti. Zato, ker mi na ta klic gledamo skozi perspektivo našega življenja in našega doživljanja stvari. Za nas je to seveda nekaj grozljivega. Še bolj grozljiv je verjetno Abrahamov odziv, ki sledi, ker preprosto beremo, da je Abraham poslušal, tako kot je Bog naročil. Torej, da je zgodaj zjutraj vstal, osedlal osla, vzel svoja dva služabnika, vzel sina, nasekal drva in odšel tja, kamor ga je Bog poklical. Prvič ga je Bog poklical v obljubljeno deželo, kot ti pravimo,
drugič ga sedaj kliče k temu, da daruje svojega sina Izaka. Zakaj? Ravno zaradi vprašanja, ki smo ga zastavili malo prej. Kaj oziroma kdo je središče Abrahamovega življenja v tem trenutku? Je Bog bil samo sredstvo za to, da je prišel do sina, ali je res Bog bil in ostal središče njegovega življenja in smisel tega? Mislim, da je to ključno vprašanje tudi za nas, ker tudi mi lahko praktično iz katerekoli stvari naredimo nadomestnega Boga zase. In stvari, ki jih uporabimo za to, ali osebe, ki jih uporabimo za to, tukaj ne gre za nekaj slabega. Velikokrat, ko beremo recimo skozi svetopisemsko zgodbo in poročilo, recimo Stare zaveze, skoraj skozi to dogajanje, neprestani boj, kdo ali kaj bo v središču verovanja in življenja recimo Izraelcev, spoznavamo to, da tisto, kar si oni izbirajo, je velikokrat nekaj slabega, je negativnega, ampak velikokrat gre za dobre stvari. In v našem življenju še toliko bolj. Te dobre stvari so lahko praktično vse stvari v našem življenju ali pa katerakoli oseba. Lahko je to zakonec, mož, žena, lahko so to otroci in se naš svet vrti okrog njih. Mislim, da vsi poznamo te stvari ali pa poznamo ljudi, pri katerih je to. Lahko je to naša kariera, lahko je to neka materialna dobrina, lahko je to neka ideologija, lahko je celo naša vera v središču našega življenja, namesto Boga, v katerega bi naj verovali. In stvari se vrtijo potem okrog tega. Zato je ta dogodek, ki se je zgodil toliko časa nazaj in seveda, ki je na nek način grozljiv, toliko pomembnejši tudi za nas danes, da o njem odprto in pa iskreno razmislimo. Torej, imamo Božji klic, imamo Abrahamov odziv in vprašanje, kaj se bo zgodilo. Seveda, mi vemo na nek način sedaj, kaj se je zgodilo. Ampak poskušajmo razmišljati oziroma doživljati vse to tako, kot je doživljal Abraham, ki v tistem trenutku ne ve. Verjetno se ponavlja tisti prvi klic na nek način, gre, pa ne ve točno kam. Oziroma ne ve, kaj ga tam, kamor gre, pričakuje. Pri tem vabilu, ki je bilo tukaj dano, oziroma klicu, je potrebno poudariti še nekaj. Zakaj Abraham ni odreagiral za neko grozo na ta klic? Zakaj ni rekel, ne, tu mora biti nekaj narobe? Namreč nekaj elementov je pomembno poudariti. Ko Bog pravi Abrahamu, da naj daruje svojega sina, uporablja prav poseben naziv, torej pravi, daruj v žgalno daritev. Bog ni rekel Abrahamu, pojdi v Izakov šotor in ga ubij. To je velika razlika. In Abraham razume, zakaj tukaj gre. Kot sem prej rekel, življenje prvorojenca je pravzaprav poosebljalo življenje družine. Prvorojenec je bil družina v celoti, v nekem smislu. Prvorojenec je tudi bil upanje družine. Ne smemo pozabiti, da skozi svetopisemsko zgodovino od samega začetka, seveda vsak prvorojenec pomeni neko pričakovanje, da je on tisti odrešenik, ki je bil napovedan pri Adamu in Evi na začetku. In da bo skozi njegovo življenje in daritev prišlo odrešenje za vse ljudi. Zato za Abrahama to ni nič nenavadnega. Bog je postavil določena pravila glede prvorojencev, recimo, da pripadajo njemu, da se lahko odkupijo skozi daritev v svetišču, skozi plačilo odkupnine in podobne stvari. Ampak pravi moji so, če se spomnimo Egipta, Bog v zadnji 10. šibi udari koga? Prvorojence. Ravno zaradi te iste miselnosti, ki je miselnost tega kulture, torej Bližnjega vzhoda. Tako da za Abrahama ta klic, kolikorkoli je seveda krut, na nek način ni bil nič nenavadnega. Znal si ga razložiti. Če bi Abraham slišal glas, Abraham, pojdi in ubij Saro, recimo, bi takoj vedel, da je nekaj narobe, da gre za neko nasprotje, očitno nasprotje s tem, kar Bog sicer pravi in kar zdaj od njega zahteva, ampak tukaj ne reagira na ta način. Ampak preprosto, kot vidimo, posluša, naredi točno to, kar Bog pričakuje, oziroma vsaj poda se na pot v tej smeri, tako kot Bog od njega pričakuje. Tako da to so neke stvari, ki so ključne za razumevanje tega ukaza, ki ga Bog daje. No, zanimivo je, da ko beremo ta dogodek v 22. poglavju
prve Mojzesove knjige, vidimo tudi to, da skozi take drobne namige, lahko rečemo, nam pisec daje neko določeno sporočilo, ki ga velikokrat v hitrem branju tega prezremo. Namreč neke besede so zelo pomembne in pa zanimive tukaj. Recimo Abraham pravi svojima služabnikoma, pravi, vrneva se k vama. Abraham v resnici govori o dvojini, v dvojini, torej govori o sebi in o Izaku. Abrahamu ni jasno, kako, to lahko rečemo zagotovo, iz vsega, kar pač lahko razberemo in razumemo o tem dogodku. Abraham ne ve, kako se bo to zgodilo, ampak vendarle gre. In tukaj imamo en zelo močan, lahko rečemo, izraz zaupanja. Ne pozna vseh podrobnosti, ne ve, kako je lahko, če uporabimo terminologijo ostalega dela Svetega pisma, Bog hkrati pravičen in milosten. Kako lahko hkrati poskrbi za izvršitev pravice, ponudi tudi milost, ampak vendar le zaupa, gre. To ni nek slep skok v temo, ta njegova vera, to njegovo zaupanje. Temelji na vsem tistem, kar se je dogajalo v teh letih, lahko rečemo in desetletjih čakanja na sina, na izpolnitev te obljube. Namreč ne smemo pozabiti, da skozi ta desetletja se Abrahamova vera na nek način prečistila, postala je močnejša. Ampak še vedno je tukaj ključno vprašanje, kdo je v središču te vere. In zdaj je trenutek, da se to razkrije. Torej, Abraham na nek način zaupa, poskuša razumeti nekaj, seveda, kar je zelo težko razumeti, kar je zelo težko dojeti na kakršenkoli način. Abraham verjetno nima nobene konkretne ideje o tem, kaj se bo zgodilo, ampak vendarle gre. Poleg tega še nekaj moramo poudariti. Abraham ne gre na goro, na katero ga Bog pošilja z mislijo, jaz zmorem. Ampak z zaupanjem v Boga Bog zmore. Ne vem kako, ampak vem, da na nek način bo. Tako da to je eden od ključnih pravzaprav trenutkov, ki jih najdemo v tej celotni zgodbi. In od tod naprej lahko rečemo, potem je zgodba znana. Vemo, kaj se je zgodilo. Abraham pride skupaj z Izakom na vrh, verjetno te gore, naredita oltar, naložita drva, ki sta jih prinesla. In takrat Izak postavi eno zanimivo vprašanje. Pravi, tu je oltar, tu so drva, ampak ni koga, kogar bi lahko darovali. In če poznate ta dogodek, veste, da Abraham odgovori z besedami, ki pravijo tako, Bog bo poskrbel za daritev. Potem Abraham reče Izaku, naj leže na ta oltar in spet zanimivo, Izak posluša. Ne pozabimo, da je Izak najstnik, Abraham pa čez 100 let star. Brez vsake težave bi se Izak uprl ostarelemu očetu. Ampak ravno zaradi tega konteksta, se pravi vloge prvorojenca, dojemanja vsega, Izak preprosto sodeluje v vsem tem skupaj. In v trenutku, ko Abraham dvigne torej roko za nožem, se sliši Božji glas, ki pravi, Abraham, ne stori tega. Zakaj vse to? Torej, kakšen je smisel vsega tega? Lahko rečemo pravzaprav, da je smisel tega bil v preizkusu ljubezni. Bog sam namreč to tako opredeljuje, kaj ti pravi, zdaj vem, da se bojiš Boga. Bati se Boga v svetopisemskem pomenu in kontekstu ne pomeni trepetati v strahu pred Bogom, ampak pomeni biti vdan Bogu, popolnoma vdan, predan. In seveda potrebno je te besede razumeti ne tako, kot da Bog ni vedel, pa je zdaj ugotovil, ampak tako, da pravzaprav skozi to dejanje Bog pomaga Abrahamu dojeti, da ni varno, da ima Izaka vse tako dolgo, ne, dokler se mu ni pripravljen odpovedati. Šele takrat je pravzaprav varno, da ga ima in da ga vzgaja, da ga ljubi. Zato, ker ga zna postaviti na tisti pravi prostor, ki mu seveda pripada. Drugače,
In še posebej v Abrahamovem in Izakovem primeru je seveda velika nevarnost, da nekdo oziroma nekaj, na kar čakate, za kar si prizadevate, za kar se trudite desetletja, postane in ostane tisti Bog ali pa središče vašega, mojega, kateregakoli življenja. In tukaj je, lahko rečemo, bistvo, tukaj je poanta te zgodbe. Ampak ta zgodba dobiva svoj smisel seveda šele v celoti, ko jo postavimo ob bok neki, lahko rečemo, tudi drugi zgodbi. Namreč, ko pogledamo naprej v svetopismo, v Novo zavezo, potem se srečamo z drugim sinom. Sporočilo te zgodbe, tega dogodka Abrahama in Izaka je, da na eni strani gre za preizkus zvestobe, preizkus vdanosti, preizkus pripadnosti, a na drugi strani svoj smisel dobi šele skozi življenje, skozi smrt, skozi daritev Jezusa Kristusa. Zanimivo je, da apostol Pavel v pismu Rimljanom uporablja jezik zgodbe o Abrahamu in Izaku. On ni, pravi, prizanesel lastnemu sinu. Nekemu drugemu sinu je bilo prizanešeno, nam hoče sporočiti apostol Pavel. Ne? In seveda za bralce, tiste prve bralce Svetega pisma, za katere je Sveto pismo, ki so ga poznali, bila samo Stara zaveza, je bilo tako jasno, kateri sin je to, ki mu je bilo prizanešeno. Ampak Pavel pravi, on, Bog, svojemu sinu ni prizanesel, temveč ga je dal za nas vse. In kakšen je tu pravzaprav pomen, torej kakšno je tukaj, lahko rečemo, sporočilo za nas, kje smo tukaj mi v tej celotni zgodbi. Zakaj je to pomembno za nas? Seveda, to je osrednje, lahko rečemo, sporočilo Svetega pisma, krščanstva, sporočilo o Božji ljubezni, ki odrešuje. Ampak v tem kontekstu, v tej temi, o kateri govorimo, je to prav tako pomemben trenutek. Namreč skozi to, kar je Bog naredil, skozi to, kakor je Bog, lahko rečemo, dokazal svojo ljubezen, ravno tako kot Abraham, na nek način. Ne? Bog pravi, zdaj vem, da se bojiš Boga, ker mi nisi odrekel svojega sina. Skozi to isto izkušnjo, pravzaprav Božjega dokaza ljubezni, se lahko mi znebimo nekaterih stvari v svojem življenju, na katere sicer vežemo smisel svojega obstoja. V katerih vidimo smisel svojega življenja, v katerih vidimo zadovoljitev naših pričakovanj, naših upov, ki jih imamo, naših želja, ki jih imamo. Edino skozi to perspektivo, to je svetopisemska perspektiva vsega tega, lahko torej tudi mi postavimo vse te stvari ali pa vse te osebe v svojem življenju na prostor pod Boga. Nikoli, če lahko tako rečemo nikoli, no, v večini primerov, ker kot smo rekli, gre za dobre stvari ali za pomembne ljudi v našem življenju, Bog ne zahteva, da to izločimo iz našega življenja, da odstranimo. Da zdaj odidemo nekam proč od vsega in da samo o njem razmišljamo in se povezujemo samo z njim. Ne. Ampak samo pričakuje, da če lahko tako ponazorimo, njega postavimo na prvi prostor in vse ostalo pod to. Potem vse ostalo lahko ostane in je vse to ostalo tudi varno imeti. Ampak to lahko naredimo samo takrat, ko dojamemo to, kar je Bog naredil, da je tudi on dokazal, seveda na veliko globlji način kot Abraham, dokazal svojo ljubezen do nas, do človeka, kot pravi Sveto pismo na številnih mestih. In ko se srečamo s tem Božjim klicem, ki je v našem življenju lahko zelo podoben Abrahamovemu, verjetno ne bo nikoli identičen, torej Bog ne bo, upam si trditi, ne bo od nas zahteval, da darujemo svoje otroke. Ker je v našem kontekstu razmišljanja, življenja in dojemanja Boga seveda to popoln nesmisel v resnici. V Abrahamovem je bilo to drugače. Ampak ko Bog zahteva ali pa kliče, da se v življenju odpovemo nečemu, da nekaj postavimo na nek drugi prostor namesto na prvega, da morda tudi živimo brez nečesa, včasih je tudi to klic, da je potem se lahko odzovemo na dva načina vedno. Prvi način je, da smo zagrenjeni, da smo razočarani, da
enostavno čutimo, da zdaj, ko te stvari ali te osebe ni v našem življenju, torej ni več v središču našega življenja, ko Bog želi zasesti ta prostor, da se enostavno vse tisto, kar smo pričakovali, vsi ti naši upi, naša hrepenenja in želje našega srca, ki so se izpolnila v tej osebi ali pa v tej stvari, izgubljajo, rušijo, da se naš svet razpada dobesedno pred našimi očmi, potem smo lahko razočarani, jezni, zagrenjeni. Potem to seveda živimo, to prenašamo na ljudi okrog sebe in tudi na svoj odnos do Boga. Drugi odziv je seveda neka naša, če lahko tako rečemo, pot na goro. Tako kot je Abraham šel z Izakom. Da tudi mi spoznamo, ne vemo, o čem je Abraham razmišljal in na nek način mislim, da bi bilo zelo domišljavo tudi ugibati o tem, kaj vse je šlo skozi njegovo glavo v tistih trenutkih, ko sta šla z Izakom na to gor. Ampak, ko v našem življenju pride do nekega klica, s katerim nas Bog kliče, torej, da zamenjamo vrstni red stvari v našem življenju, da resnično njega postavimo v središče in da ostale stvari prilagodimo temu, potem lahko razmišljamo približno tako. Bog, vidim, da me kličeš, da živim, morda brez nečesa, brez česar si nikoli nisem predstavljal, da bi lahko živel. Ampak, če nadaljujem, potem, zato ker vem, da me ljubiš, ne? Ker si dokazal svojo ljubezen in tukaj se vračamo zdaj nazaj na tisto, kar je pravzaprav apostol Pavel zapisal in s čimer je osmislil tudi ta dogodek o Abrahamu in Izaku, zato ker vem, da me ljubiš, lahko poskušam živeti brez tega. Naša pot na goro lahko zgleda tako, kot je nekdo ponazoril to s temi besedami, ne? Dokler ni Jezus vse, kar imamo, se ne zavedamo, da je Jezus vse, kar potrebujemo. Doklerkoli imamo neke druge stvari, na katere se zanašamo, od katerih pričakujemo, karkoli že pač, tolažbo, upanje, smisel, veselje, izpopolnjenost v našem življenju, takrat lahko sicer govorimo, teoretično govorimo o Bogu in o tem, kako je Bog pomemben za nas in naše življenje, ampak dejstvo je, da pravzaprav to nikoli ne ustreza resničnosti našega življenja. To je samo pravi odgovor. To ni resničen odgovor. Ampak doklerkoli je katerakoli druga stvar ali oseba v središču našega življenja, se moramo zavedati nečesa, da vse razen Boga je, in mislim, da to ni nobena novica, če rečemo, minljivo. In da na karkoli se zanesete, bo nekega dne zaradi nekega razloga minilo, propadlo, nekdo bo odšel, nekaj se bo izgubilo ali bo izgubilo vrednost in podobno. In potem ostane vprašanje, kaj bo z našim življenjem, če je to bilo v središču našega življenja. In mislim, da ko danes malo pogledamo okrog sebe, pravzaprav vidimo, kaj se dogaja z življenji ljudi, ki so v središče svojega življenja postavili, recimo, če se ozremo samo na to gospodarsko krizo, materialni uspeh, recimo, in podobne stvari. Kaj se dogaja z njihovim življenjem, ko tega ni? Velikokrat so te zgodbe nekako skrite, ne pridejo niti v novice, ampak če spremljate malo dogajanje, pravzaprav vidite niz osebnih, družinskih, lahko tudi rečemo katastrof, ki so se zgodile kot posledica tega, ker se je središče njihovega življenja nekega dne nenadoma izgubilo, ga ni bilo več. In ni bilo več nobenega smisla za življenje. In seveda to ni samo nekaj, kar je rezervirano za bogate in uspešne, to je nekaj, s čimer se vsakdo od nas sooča, ker vsakdo od nas ima nekoga ali nekaj v središču svojega življenja. Če ne vemo, kaj je to, se vprašajmo, brez koga ali brez česa ne bi mogli živeti. Brez koga ali brez česa si ne moremo zamišljati svojega življenja. Če smo iskreni do sebe, torej odprti do sebe in da upamo razmišljati o teh stvareh, potem bomo prišli do odgovora. Ne iščimo, še enkrat pravim, ne iščimo pravega odgovora. Poiščimo resničnega. In seveda pol si prizadevajmo, da bi resnični odgovor bil tudi pravi odgovor in obratno, torej da bi tukaj bila povezava. In edino na ta način se lahko znebimo torej tistih stvari, ki nas bodo slej ko prej razočarale. Marsikaj se ponuja danes kot središče življenja. Vsi poznamo, jaz mislim, da pesem All You Need Is Love.
Ljubezen ni vse, kar potrebujemo. Ljudje dejansko pojem ljubezni postavijo recimo v svoje življenje. Lahko so to materialne dobrine, kot sem rekel, lahko so to ideologije, lahko so prepričanja, lahko je karkoli. Ampak karkoli drugega, razen Boga, nas bo razočaralo. Če bomo pa te stvari postavili na njihovo pravo mesto, torej postavili jih pod Boga, ki postane središče. Mislim, da kristjani s tem ne bi smeli imeti težav, torej potem bomo seveda ugotovili, da je resnično hrepenenje našega srca, torej tisto iskanje tega, kar smo si želeli najti oziroma smo želeli dobiti, izpolnjeno. Bog nam ničesar dobrega ne bo odvzel, to je zagotovo. Samo mogoče bo postavil stvari v drugačni vrstni red od našega. In takrat, ko se nam zdi, da ne gre, da ne moremo, poskušajmo razmišljati malo skozi to sliko, skozi ta dogodek Abrahama in Izaka. Skozi to preizkušnjo, skozi katero je šel Abraham in kateri je pravzaprav tudi sam ugotovil, kdo in kaj je tisti resnični Bog njegovega življenja. Velikokrat se pogovarjam z mladimi ljudmi in velikokrat govorimo prav o teh temah. Ker ko vprašate, od česa, od koga pričakujejo neko zadovoljitev svojih pričakovanj in želja, boste dobili eno široko plejado odgovorov različnih. Ampak mnogi od njih spoznavajo in so že spoznali, pa čeprav v svoji mladosti, torej v svojem kratkem življenju, da te stvari dejansko ne zadovoljijo. In alternativa, resnična alternativa je tukaj Bog. Ta alternativa ne briše ostalih stvari, ampak jim daje smisel in daje jim pomen in daje tudi tisto pravo vrednost. Mislim, da je to ena od najboljših stvari, ki jih lahko pravzaprav človek doživi in jih lahko dojame ter uporabi v svojem življenju. Ne v teoriji, ampak resnično v praksi. Na nek način je to tudi klic k temu, da, kot smo že slišali, pa še bomo, pa slišimo, prevrednotimo svoje vrednote. Skozi perspektivo Boga, ki ni prizanesel, ki se ni ustavil pred zadnjim korakom, ampak je dal vse, zato da bi vse lahko imeli. In mislim, da hitro spoznamo, torej, da so te besede, ki so bile tukaj pred nami, torej, da je Jezus vse, kar imamo in da to lahko spoznamo šele takrat, ko se zavedamo tega, da je on vse, kar nam je ostalo, tisto, kar pravzaprav največ pomeni in kar največ šteje. Tako da to je tisto, s čimer bi jaz tudi nekako zaključil to naše predavanje, ki se je fokusiralo na en mogoče oddaljen odlomek, nekje v Stari zavezi, velikokrat skrit odlomek, ampak zato nič manj pomemben odlomek, če smo o njem pripravljeni razmisliti in seveda tudi svoje življenje nekako urediti v skladnosti s tem. Otroci so za mnoge starše bogovi njihovega življenja, jaz bi rekel tako. Poskušajo ali pa poskušamo skozi njih marsikaj uresničiti, kar sicer nismo. In velikokrat se slišijo komentarji, jaz sem se trudil zate vse življenje, ti pa to, ne? In ti komentarji pravzaprav kažejo, kakšno vlogo smo pripisali oziroma kaj smo pričakovali svojim otrokom. Torej, skozi neke naše upe in hrepenenja, za katere smo upali, da jih bomo uresničili skozi njih pri tem. Ne. Poleg tega trenutka, ne, da jih pustimo, da gredo, torej, da stopijo na tisto svojo pot in da zaradi tega ne čutimo, da smo zdaj izgubili smisel svojega življenja. Ampak dejstvo je, da vsi mi poznamo nekoga, vsaj verjetno, ki je doživel to, ne. Imate recimo zakonca, imate družino, otroci odidejo in potem naenkrat ta dva ugotovita, da je odšlo bistvo njunega življenja in da nimata več kaj skupnega. Takrat je mogoče prepozno za karkoli, delati se jima zdi na tem, ker sta veliko zamudila in nekateri preprosto tisti ostanek svojega življenja, ko otroci dejansko odidejo, ne, zgolj preživijo na nek način in čakajo, kaj se bo dogajalo. Tako da mislim, da to vprašanje otroci lahko postanejo, no, da rečem, tisto res središče, okrog katerega se vse vrti, kar pa ni zdravo ne za njih, ne za nas. No.
še najmanj včasih za njih, niso še nekako iz tega lahko izvlečemo. Oni pa veliko težje, ko to projiciramo. Ker dejstvo je, da ne glede na to, ali se zavedamo ali ne nekoga postavljamo, kot smo rekli, v središče. Ne. In mislim, da ateist, kristjan ali pa hinduist ali kdorkoli drug, da rečem, kogarkoli ali karkoli drugega postavi v središče v določeni izkušnji, s to osebo ali s to stvarjo doživi neko razočaranje, ki ne zadovoljuje, nišče nekaj drugega. In vsa ta iskanja, mislim, da posebej še v nekih ateističnih krogih in pričakovanja, da bo neka nova stvar ali neka nova oseba zadovoljila pričakovanja in želje, pravzaprav pričajo o tem, da nič od tega ne more zadovoljiti. Mislim, da je to ena od izkušenj, ki najbolj nekomu spregovorijo. Seveda pa je zelo odvisno od tega, s kom se pogovarjaš. Ne? Mislim, koliko osebo poznaš. Ampak jaz vem za nekatere moje prijatelje, še iz srednje šole, da rečem, ko smo bili skupaj, ne, se družili in ko sem jih gledal in opazoval, in takrat je bila ena ključna razlika, je bila v razredu, smo bila dva, ki nisva pila alkohola, ne, in vsi ostali, ki so. In potem, kadarkoli smo nekam šli, sva midva bila zadolžena, da smo jih spravila domov. Ne. In to je bilo včasih zelo naporno, verjetno veste, kateri tudi, kako to izgleda pri vsem tem. In, no, ampak, ko smo se potem pogovarjali, vedno bilo vprašanje, recimo v petek, če smo bili skupaj, ne, ali pa čez vikend, ponedeljek v šoli je bilo, kako je meni bilo slabo. Ne. In vsi so pripovedovali o svojih bruhanjih in podobnih stvarih. Razumete, moje vedno razmišljanje in vprašanje je bilo, dobro, kaj je tu vznemirljivega pri tem? Ne. Zakaj? Ne, zakaj boš spet naslednjič to isto stvar ponovil, ker vem, da se bo ponovila. Pri tem enostavno to iskanje, ne, da nekaj bo prišlo na neki način, kar bo zadovoljilo neko željo, po ne vem čem. Saj nihče ni vedel, kaj pravzaprav hoče skozi to doseči, ampak enostavno neko pričakovanje, ne, neka želja, nekaj se bo zgodilo, kar me bo zapolnilo. Ne. In seveda se to nadaljuje potem v druge neke smeri, ampak ko se danes srečujemo pa pogovarjamo, velika večina njih so ateisti, moram reči, ne, in pravzaprav še vedno nekaj iščejo, pa še vedno ne vejo kaj. In ko se pogovarjamo, so srečni ali niso, so zadovoljni ali niso, ko pride do tiste točke, da dosežemo to globino, da rečemo, ne, po nekaj letih, je odgovor vedno isti. Ni tega, ne, še vedno čakam. Ni prišlo skozi nič, kar je bilo, pa so uspešni po karieri, po mnogih drugih stvarih, verjetno materialno uspešnejši kot jaz, mislim, plača moja zagotovo boljša, podobne stvari, ampak očitno je, da nekaj manjka. Ne, pri tem. In jaz zase osebno lahko rečem, da kadarkoli se z ljudmi, ki so recimo ateisti, pogovarjam, pač povem, gledaj, to je moja izkušnja, jaz ne pravim, da jo moraš imeti, ampak očitno ti nekaj manjka, mogoče pa lahko poskusiš s tem. Ne, pri tem. In mislim, da je to, kar šteje potem. Preizkusiti, poskusiti, če je kdo dovolj odprt. Nekateri niso, ne, bodo poskušali na vse druge načine. Ne. Vsakič na nek način potrebuje taka oseba po enem razočaranju neko, če lahko tako rečemo, močnejšo dozo, ne? Neko novo vznemirjenje, nekaj dodatnega se mora zgoditi. Lahko so to substance, lahko so to ljudje, lahko je to promiskuiteta, lahko je karkoli drugega. Ampak nekaj novega mora priti. Ampak dejstvo je, da ko to mine, spet ponovijo stvar, torej spet ni bilo tistega pričakovanega učinka, ki bi se moral zgoditi. Tako da edino skozi izkušnjo. No? Ne gre drugače. Dobro, če še kakšno vprašanje? Nekateri, če ste že bili na kakšnem mojem predavanju, veste, da imam eno pravilo, ki so me ga naučili v šoli. In sicer, če ko postavite vprašanje, če ima kdo še kakšno vprašanje, pa 7 sekund, nihče nič ne reče, konec, ni vprašanje. Tako da, je še kakšno vprašanje? Okay. Nekdo rekel, aha. Ja, ali je to samo bila prekinitev tišine, okej. Dobro, Tanja je štela, ampak v redu. V vsakem primeru hvala za vašo pozornost. Upam, da so bile podane mogoče vse neke usmeritve, ki lahko pomagajo, da svoja neka razmišljanja in iskanja, ki jih imate, perspektive, poglede na življenje, seveda nadgrajujete skupaj z Bogom naprej.